Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom, kjer gostimo župana občine Šmartno pri Litiji, gospoda Blaža Izlakarja. Gospod Izlakar, pozdravljeni. Pozdravljeni. Začnimo z eno prijetno temo, in sicer občina Šmartno pri Litiji je pobratena s kar dvema občinama. Kateri sta to in zakaj in kakšno je sodelovanje med vami? Torej, občina Šmartno je že v preteklosti znala stkati vezi tako zunaj občine kot tudi zunaj meja države. Torej, to ni tovrstni prvi projekt za občino Šmartno. Smo pa v okviru projekta Eurofolk, to je projekt Evropske unije, ki nekako želi ohranjati kulturno izročilo predvsem na področju narodnih noš posameznih držav in vključuje 3 države, poleg Slovenije še Avstrijo in Hrvaško. Navezali stike z občino Brezniški Hum, ki je na tovrstnem področju zelo aktivna že 10. leto in je tudi nosilka tega projekta. Ta občina je preko društva LAS, ki je tudi osnoven povezovalec tega projekta in tudi organizira dogodek v Šmartnem pri Litiji, navezalo ta stik. Poleg nas tudi avstrijska občina Pliberk, preko katere smo potem podpisali listino o pobratenju vseh 3 občin za potrebe tega projekta, ki ga financira Evropska unija. In ta projekt izgleda tako, da bodo vse 3 občine organizatorke organizirale dogodek, kamor bodo povabile seveda člane preostalih 2 občin. In en tak dogodek se je na Hrvaškem v vodilni občini Brezniški Hum že zgodil. Pri nas se bo zgodil med 17. in 18. avgustom, v Avstriji pa potem v septembru. Kako pa je samo organizacijo takšnega dogodka, kjer so vpletene tudi druge države? Kar se tiče same organizacije, moram reči, da poteka vse zelo gladko. Se pravi, občina Brezniški Hum je na tem področju že dodobra spoznana s proceduro, ki poteka v takih primerih. Tako da zaenkrat moram reči, da nimam težav. Kako bomo pa potem mi gostili ta dogodek, bo pa pokazal čas, seveda. Omenili ste, da dobro sodelujete tudi z občinami znotraj Slovenije, in sicer organizirali ste srečanje podružničnih osnovnih šol. Tako je. Organizirala ga ni občina. Pobudnica tega srečanja že davnega leta 1989 je bila učiteljica gospa Marija Vidgaj. Se pravi, letos so obeležili 30. uradno obletnico srečevanja podružničnih šol, neuradno pa seveda že več, tako da tukaj pozdravljam pa še enkrat čestitam za trajnost, ki se jo vzpostaviti. Res je na dogodkih zelo lepo. Včasih so namreč podružnične šole nekoliko zapostavljene in je prav lepo videti, da se družijo in navežejo stike tudi zunaj meja. Tako da poleg naših 3 podružničnih šol, se pravi Primskovo, Kostrevnica pa Štangerske Poljane, smo gostili tudi podružnično šolo Temenica in pa Šentlovec. Tako da je nastal izjemno lep dogodek in sem ga seveda z veseljem udeležil. Prihaja oziroma je že skoraj tukaj poletje, s tem pa je tudi ponovno zaživel oziroma se vzpostavil projekt Pokolo. Tako, Pokolo projekt že dodobra poznamo. Teče 2. leto, se pravi, tukaj smo skupne občine, ki sodelujejo pri tem projektu, Dol pri Ljubljani, Litija in pa naša občina. Sistem je za moje pojme lepo zaživel, ljudje so ga prepoznali, seveda so vedno neke porodne težave v smislu, ali bi rabili več prevzemnih mest. Tukaj je zelo težko začeti. Jaz mislim, da upam, da v prihodnosti bomo uspeli seveda še kakšno dodatno prevzemno mesto vzpostaviti, pa tudi število koles povečati, ker seveda ljudje se, bom rekel, glede na trende precej bolj poslužujejo električnih koles, ker nekje razmerje je 70% v korist električnega kolesa. Na to, kolikšno število električnih koles pa imamo, mislim, da bo to treba povečati, če bomo želeli, da ljudje še bolj uporabljajo ta sistem. Registrirati se da na 3 načine, to že poznamo, se pravi osebno v kateremkoli TIC-u, se pravi v Šmartnem, Litiji ali pa v Dolu, preko mobilne aplikacije mobilen.si ali pa preko spleta. Letna naročnina na izposojo koles je 10 evrov, kar se meni osebno v današnjem času zdi zelo ugodno in pa vredno preizkusa, tako da vabim seveda vse občanke, da preizkusijo sistem. Jaz sem ga že in moram reči, da je zelo zabaven. Kakšen pa je bil odziv v preteklih letih? Se pravi, mislim, da mogoče kakšna malenkost več na sami promociji sistema. Je pa res, da bojo te sistemi trajnostne mobilnosti zahtevali veliko truda, da se bojo pri prebivalcih želi neke rezultate, ker tako še vedno smo družba, ki se je bolj enostavno sesti v avto. Tudi sam
nisem popolnoma nič drugačen, da ne bom bolj papeški od papeža, tako da razumem, ampak upam, da bomo v prihodnjih letih vzpostavili še kakšno prevzemno mesto, da bo to ratalo še bolj dostopno. Trenutno pa v Šmartnem poteka eden izmed večjih festivalov tukaj okrog, lahko rečeva, in sicer festival Bogenšperk. Pa bi za začetek mogoče povedala, kakšno je to sodelovanje TIC-a, javnega zavoda Bogenšperk in pa občine. Občina Šmartno je v letošnjem letu v duhu dobrega povezovanja, seveda med zavodom, ki je v lasti občine in občino, postala tudi častni pokrovitelj festivala. Festival Bogenšperk je seveda vsako leto pridobiva večjo veljavo, tako lokalno kot tudi širše. Mislim, da tudi lista nastopajočih to potrjuje, vsako leto uspemo pridobiti bolj impresivna imena. Je pa res, da je v letošnjem letu precej dogodkov, mislim, da je to še postkoronski čas, kjer se, bom rekel, veliko stvari organizira. Upamo, da to ne bo vplivalo na, bom rekel, obisk samega festivala, ki mislim, da je letos zelo kakovostno zastavljen, in upam na njegov uspeh. Sem se pa sam vključil zraven predvsem, ker želim spremljati, kaj se na tem festivalu dogaja, kako se dela, in na podlagi tega seveda lažje narediti zaključke, kaj bi mogoče v prihodnosti spreminjali. Na katere razpise se je trenutno prijavila občina? Trenutno poteka seveda usklajevanje glede prihajajoče perspektive 2021-2027. Vsi razpisi v omenjeni perspektivi niti še niso objavljeni in občina Šmartno seveda budno spremlja, hkrati pa tudi pripravlja neke podloge, ki bodo seveda potrebne za, bom rekel, prijavo na te razpise, ki bodo v prihodnosti sledili. Verjetno je v teku nekaj investicij v občini Šmartno. Katere so tiste investicije in mogoče po katerih fazah? Tako, trenutno je, bom rekel, najbolj pomembna investicija, seveda, kot smo že v preteklosti omenili, vrtec pri osnovni šoli Šmartno pri Litiji. V teku je priprava pogodbe. Jaz upam, da bomo pred dopusti to pogodbo tudi uspešno predali ali celo podpisali. Hkrati intenzivno delamo na pripravi oziroma popravku idejne zasnove, ki bo določala zdaj, kakšen objekt v resnici bo. Tukaj sodelujemo z vsemi deležniki. Želja je, da seveda povejo svoje izkušnje, ker bojo ta objekt potem tudi uporabljali. Potem smo v zadnji fazi sanacije plazu v Veliki Štangi. Tam se čaka še na infrastrukturno posodobitev, se pravi javno razsvetljavo, potem bomo asfaltirali gradbišče in bo objekt zaključen. Modernizacija in dograditev vodovoda Velika Štanga-Rečica, tudi v teku gradnje. Potem posodobitev oziroma izgradnja komunalne infrastrukture v industrijski coni Šmartno pri Litiji. Ta teden sledi uvedba v delo, pogodba s izvajalcem je bila podpisana. Modernizacija ceste v Gradišču na Primskovem, potem obnova cerkve svetega Petra na Primskovem, kjer bomo, upam, da uspešno izgradili ali pa obnovili cerkev, da bo lahko služila kot mrliška vežica, ki jo zdaj na Primskovem ni. Sprotne stvari, kar se tiče cestišča, varovalne ograje v dolžini 1 kilometra smo v zadnjem času uspešno namestili. Skratka, projektov je kar nekaj, dela pa tudi ogromno. Dela pa bo še več, glede na prejšnje neurje, ki je prizadelo tudi vašo občino. Tako je. Mislim, da v sredo zvečer smo bili deležni kar precejšnjega neurja. Aktiviran je bil tudi štab civilne zaščite, katerem sem bil tudi sam. Na terenu smo se ogledali posledice neurja, ki je bilo, moram reči, na zelo ozkem območju izjemno intenzivno in naredilo precej škode. Poleg tega, da je zalilo objekte, je naredilo tudi ogromno škodo na infrastrukturi občinski, ki jo bo seveda treba sanirati. Kar se tiče osnovne sanacije, smo storili že veliko, da so ceste prevozne, da lahko ljudje pridejo domov. Kar se tiče pa ostalega, bo pa treba verjetno narediti tudi kakšen korak naprej, ker vreme je postalo izjemno nepredvidljivo in tudi posledice takih neurij mislim, da bo vedno bolj pogoste. Pa greva še za konec k malo boljšim temam, in sicer prihajajoči dogodki. Poletje je ponavadi v znamenju ogromno dogodkov. Kaj vse se bo dogajalo? Tako, če gremo seveda čisto na lokalno, vas vabim to soboto 17. junija v Kostrevnico. Prostovoljno gasilsko društvo organizira tradicionalno veselico, ansambel Lesari, mislim, da bo zelo zabavno. Poteka festival Bogenšperk, tam je ogromno dogodkov, tako da vas vabim vse, da pregledate vsebino in se udeležite teh dogodkov. 24. junija bo pa potekala tudi osrednja prireditev prazniku Republike na trgu v Šmartnem, kamor ste pa tudi seveda vsi lepo vabljeni. Gospod župan, najlepša hvala za vse te informacije. Hvala tudi vam in vse lepo.